Tokratno oddajo posvečamo konjem. Popeljali se bomo s sanmi. Svetujemo, kako v zimskih mesecih poskrbeti za konja. Predstavljamo prizadevanja Društva za zaščito konj. Skozi današnjo oddajo vas bomo popeljali na saneh. Obiskali smo gospoda Konečnika. Pozdravljeni. Lep pozdrav vsem skupaj. Kdo sta konja, ki sta naju popeljala oziroma nas vse? To sta Armagedon in Alibaba, pasme Holstein, stara 9 in 8 let. Sta jahljiva in tudi za vprego primerna, sicer malo živahna, tako da nam sta malo za veselje in za kratek čas. Kdaj ste vi začeli prakticirati takole vožnjo s sanmi? Ja, jaz izhajam iz ene take družine furmanske in sem verjetno podedoval po očetu to veselje. In že kot otrok sem bil dosti s konji, pa to me spremlja skozi celo življenje, to veselje. Še predstavimo mogoče same sani, tudi to je... Ja. Te sani so prav take, to so včasih rekli, za fijakarske sanje, in služili so za razvedrilo, za vožnjo, pa tudi recimo na zahodu dosti za lov pozimi, ker to so sani za 8 oseb in so take, malo težje in tudi zaradi tega morajo biti konji malo močnejši, da jih obvladajo in vozijo. A je konje potrebno navaditi na to vrstno vožnjo? Kako jih navajate? Z vprego je eno posebno delo, konji se malo razlikujejo od jahalnih konj, drugače pristopajo in morajo biti zelo vodljivi. In tudi v paru, recimo v dvopregi, vedno je težko najti dva res taka konja, ko sta enakega značaja, enakega temperamenta in enake moči. In to se težko kdaj posreče. Popač moraš nekaj z kakimi pripomočki to regulirati, in da uspe. Sicer je pa za te konje značilno, da bi morali čim več delati in bi bili tudi temu bolj primerno umirjeni. Ta dva konja sta sicer tudi brata, ste rekli. Ja, to sta pasme Holstein, izvirata iz Nemčije in sta bila namenjena za preskakovanje ovir, vendar nista bila toliko perspektivna, pa smo jih namenili za vprege tudi, smo jih naučili voziti in zdaj sta pa tudi jahljiva, tako da jih tele naše punce kar dosti jahajo in da imamo še tudi tam eno veselje, če ni časa ali pa skupine za vprego, jih pa individualno malo prejahamo. Pa vsak dan recimo grejo ven na sprehod v manežo, vsaj za pol ure in to jih umirja, pa da so dosti zunaj, da se malo sprostijo in tu so pol recimo socializirani in nimamo nobenih težav, da bi bil kjer zloben ali pa kaj podobnega. Imate občutek, da jim je všeč takole vleči sani po snegu? Sigurno, jaz sem prepričan, da strašno uživata, čeprav bi ona dva rada tekla, so svojo moč pokazala, ampak to jim ne smemo dovoliti, ker je to pol težko obvladljivo in
lahko pride tudi do nesreče. Take nesreče so še kar pogoste, posebno v saneh, ker pač konji vidijo prostranstvo pred sabo in hočejo pokazati vso svojo moč in izdirjati. O nevarnostih, ki prežijo na konje v teh zimskih hladnih mesecih, pa smo se pogovarjali tudi z veterinarjem, gospodom Hrenom, v veterinarski bolnišnici v Slovenski Bistrici. Ali, to počasi. V veterinarski bolnici Slovenska Bistrica opravljamo storitve pri konjih z vidika veterinarske oskrbe, praktično od kopit do večjih, zahtevnejših operacij. Zima je zelo velik izziv za lastnike konjev in za same konje. Tukaj je na prvem mestu treba poudariti, da je konj tudi na tem področju zelo specifična žival, ki mora za svojo veliko mišično maso, ki jo ima napram ostalim živalskim vrstam, vzdrževati njegovo telesno temperaturo, kljub zunanjim minusom, neugodnim vplivom vetra in ostalih stvari, kar pomeni, da lastniki morajo posebno skrb v zimskem obdobju nameniti prehrani in pa tekočinski oskrbi samih konjev, se pravi pitju, da dovolj pijejo. Mi vemo, da konj v poletnem obdobju lahko z tisto energijo, z tisto hrano, ki jo zaužije, recimo trenira 1 uro, medtem ko v zimskem obdobju, ko so nizke zunanje temperature, konj z isto prehrano, ki jo je lahko dobival v poletnem obdobju, dejansko komaj preživi. Kar je zelo pomembno za športne konje, ki delajo, mora biti hrana primerno povečana v zimskem obdobju, zaradi tega, da konj vzdržuje v zimskem obdobju telesno temperaturo in s tem kondicijo. Moramo biti posebej pozorni, da je kvalitetno seno z dovoljno količino beljakovinske vsebnosti, dodamo senene brikete, če konj ne more zaužiti tiste količine sena, ki bi ga lahko sicer v poletnem obdobju, dodamo koncentrate, žita, oves, vitamine, minerale in podobne stvari. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je hidracija. Se pravi, največjo skrb moramo v zimskem obdobju posvečati, da konji niso dehidrirani. Če so konji dehidrirani, imamo zopet en začaran krog, ki lahko pripelje do različnih obolenj, kot so na primer kolike. In takrat, ko pride do kolike zaradi dehidracije, je konj že v šokovnem stanju, tako imenovanem. Se pravi, konji naj pijejo dovolj, naj imajo nastavljeno mlačno vodo, posebej tisti konji, ki so izpostavljeni vremenskim zunanjim neprilikam, naj imajo gumijaste posode za vodo, v katerih kasneje zamrzne voda, kot na primer v plastičnih posodah ali železnih. Če se nam zdi, da konj ne pije dovolj kljub kvalitetni mlačni vodi, mu lahko dodamo žličko soli. Se pravi, če opazimo, da slabše deficira, da je blato trše, da so fige suhe, takrat mu lahko dodajamo žličko soli v samo vodo. Pri konjih v zimskem obdobju se normalno pojavljajo tudi bolezni, kot se pri nas, recimo gripa, prehladi, izcedek iz nosu, febrilna stanja, kar je specifično za konja v primerjavi z človekom v samem zimskem obdobju, na primer. Ljudje smo pač navajeni, če je zunaj nizka temperatura, da zapiramo okna, zapiramo vrata, kar pa za konja ni dobro. Velika koncentracija alergenov, najpogosteje so to spore plesni v senu in so zelo pogosti recidivi, se pravi izbruhi napadov alergijskih bolezni, kot so kašelj, dispneja, izcedek iz nosa. Se pravi, hlev mora biti zračni. Kožna obolenja, mi vemo, da če
v zimskem obdobju zapiramo prostore, imamo povečano vlago v samem ozračju in temu primerno se v zimskem obdobju potem pojavljajo glivična obolenja pri konjih, to je zelo pogosto v zimskem obdobju, bakterijske infekcije kože, uši in podobne ektoparazitoze. Kakšna pa je potrebna oprema za takšno konjsko vprego s sanmi? Ja, tu imamo različne zvrsti vprege. To so tele športne vprege z prsnim oprtnikom, potem imamo vprege z komatom ali pa te delovne vprege. Te vprege so značilne potem, ker so pač, bi rekel, konja čim manj pokrivajo, čim manj ovirajo, da konj čim lažje teče. Kako pogosto pa se s konji tako popeljete s sanmi? Ja, to zimo, ker je nam zima naklonjena, smo zdaj zapregli četrtič. Vendar vedno lovimo ta čas, ugoden trenutek, da je dovolj snega, pa tole kratko našo progo po našem posestvu nekako pripravimo z temi kmetijskimi priključki stroji, traktorskimi priključki, tako da je proga pač kakor toliko pripravljena, da lahko konji mirno tečejo. Se v glavnem popeljete sami ali tudi koga povabite? Ja, pri vpregah je tako, vedno mora sodelovati več ljudi. Jaz imam srečo, da recimo imam kar dosti velik krog teh punc, ko hodijo konje jahat, potem pa starši pridejo pomagati tudi vpreč, ker pri vpregi morata biti najmanj dva sposobna človeka, da vse štima, kajti tu je dosti opreme, dosti jermenov, dosti zaponk in vse mora biti na pravem mestu. Tako da ne ovira konja in da je tudi, bi rekel, oprema pravilno nadeta na konja in pravilno priklenjena. Ves čas nas spremlja tudi zvok zvončkov. Kakšen je čar tovrstne vožnje po snegu? To je pa že stara navada, tradicija, da konjam, mislim, da v vpregi na saneh obesimo kraguljčke. Tem zvončkom pravimo kraguljčki, kajti sani tečejo dosti tiho in včasih, ko se je vozilo po mestu in ljudje niso slišali vprege, pa je bilo potrebno na nek način pešce opozarjati, da pač prihaja iz bližine vprega. Kaj pa vam pomeni takšna vožnja? Mene taka vožnja zelo osrečuje in moram priznati, da sem res presrečen, ko mi uspe ena vprega, ena taka dobra vožnja. In to sem še imel čast, ko je moj tast pri 92 letih rekel, sem ga vedno povabil na vožnjo. Je rekel, to je bilo pa lepše, kot bi me v nebesa odpeljal. Res, to je bilo eno tako doživetje za vse in smo res vsi uživali v tem. Iz slovenske zimske idile se bomo preselili v Kolumbijo. Na cestah tamkajšnjega glavnega mesta Bogota pogosto srečamo vozove, ki jih vlečejo konji. Te bodo do konca letošnjega leta po odločitvi tamkajšnjega župana s cest prestolnice morali umakniti. Nosotros nos afecta harto porque nosotros somos recicladores y de todas maneras nosotros trabajamos de sustento de nuestros caballitos. Že Kevinov oče se je preživljal kot kočijaš v Kolumbiji imenovan Zorero. Ti bodo zdaj zaradi modernizacije mesta do konca leta morali najti novo zaposlitev. Zaščitniki pravic živali pa so s prepovedjo uporabe konjskih vpreg po 10 letih truda dosegli zmago. Muchas personas piensan que el maltrato es únicamente el golpe, la llaga, la herida, pero también es un maltrato de abandono, de mala alimentación, de falta de cuidados veterinarios, de exceso de horas de trabajo. Mnogi, kot Miguel Rios, ki kot kočijaš dela od svojega 10. leta, trdijo, da za konja dobro skrbijo. El que le da de comer a uno, pues toca cuidarlo, porque si no lo cuida uno, pues ¿quién le da de comer a uno y a la familia de uno? Lastnikom konjev celo ponujajo, da slednje zamenjajo za avtomobile. Si uno sigue, o sea, en las mismas cosas, pues nunca
uno va a progresar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo pues, Zdaj bodo mestni veljaki in zaščitniki pravic živali morali razmisliti tudi, kako bodo poskrbeli za okoli 2000 konj. Društvo za zaščito konj bo vsak čas praznovalo prvo leto svojega obstoja. Ukvarjamo se sicer z pomočjo zapuščenim, zanemarjenim konjem, pomagamo prvi vrsti lastnikom jih izobraziti, ukolikor se pa to ne da, je pač drugega izhoda ni kot odvzem. Te konje potem nastanimo pri nas, jih na novo porihtamo, pozdravimo, socializiramo in potem ponudimo posvojitev. Trenutno jih je 13, pričakujemo še 1, 2, 3 pošiljke. Sicer jih ne moremo več sprejeti kot riše, ampak glede na to, da imamo nekaj rejnikov, upam, da bomo lahko vse te konje, kolikor jih bo pač odzetih, da bomo lahko tudi vse nastani in da jim poiskali vse začasne domove. Društvo je kar nekaj članov. Sploh tu, odkar smo se preselili v Orovo vas, imamo zelo veliko prostovoljcev. Zdaj po nas je tak sistem, da imamo pač narejen razpored, urnik, nekje do 5 prostovoljcev na dan. In ko se ta urnik zapolne, se nabira za naslednji dan. Moram reči, da so to zelo fajni ljudje, da je veliko mladih. Jaz sem zelo vesela, da jih je, ker na mladih svet stoji. Potem vem, da bo tudi to društvo, tudi če kdo omaga, delovalo naprej. Jaz sem zelo vesela, da z nami sodeluje dr. Milan Hren, dr. Petra Kramaričeva, dr. Vesna Kaduncova. To so res veterinarji, ki pomenijo nekaj v Slovenskem vrhu. To je kobila, ki je imela poškodbo fleksorjev na zadnji desni nogi, se pravi vseh 3 tetiv upogibavk. Poškodba je bila zelo resna, bil je nesrečen padec, kobila ni stopila nekaj časa na zadnjo desno nogo. Opravili smo rentgensko slikanje, pokazalo se je dejansko, da so trda tkiva brez poškodb, k sreči, da ni prišlo do kakšne poke. Na kar smo opravili ultrazvočno preiskavo teh fleksorjev in ugotovili dejansko hipoehogene strukture v vseh 3 tetivah, se pravi površinski, globinski in pa suspenzornem ligamentu. Zaradi vrednosti konja in same narave se nismo odločili za terapijo z matičnimi celicami ali za paralelno PRP terapijo in smo šli v zdravljenje z tako imenovano shock-wave terapijo, Stoss-Wellen terapijo, to je po slovensko terapijo z pnevmatsko generiranimi valovi. Kobila zelo dobro okreva, res je, da rabi nekoliko daljše obdobje rekonvalescence, ampak kobilo se že jaha brez nekih omejitev, občasno še noga zateka, to je tudi vse in danes ima zadnjo terapijo in mislim, da kot je klinično pokazala, je zelo dobro odreagirala na to vrstno terapijo in mislim, da ne bo imela nobenih posledic dolgoročno. Kadar smo dali konje v posvojitev, smo dostikrat opazili, da imajo posvojitelji probleme z kopiti pri konjih. To še sploh posebej zato, ker so se pač urejanja kopit lotevali ljudje, ko se na to sploh niso spoznali. Danes je to tako narejeno, da vsak posvojen konj ima našega kovača. In gospod Legvard hkrati s tem, ko nam recimo tu porihta konja, poštima kopite, hkrati s tem tudi, ko gre konj v posvojitev, je obveščen in je tudi dolžen potem tem konjem naprej urejati kopita. Tema zanemarjajo kopita, pa jih moramo malo poštimati, da bo lažje hodila oziroma da bo imela čim manj zdravstvenih problemov, kar se tiče nog. Katere so najpogostejše težave, na katere vi naletite takole, ko urejate konje? Najhujš oziroma največkrat imamo gnile kopitne strele oziroma žabice po domače. To je največji problem zdaj v tem zimskem mokrem obdobju. Morda na svet lastnikom konjev v tej zimi, kako pogosto morajo kopita pregledati, na kaj morajo paziti? Kopita treba redno čistiti, preden grejo ven in ko pridejo iz izpusta.
Pa tudi nastilja mora biti dovolj. To je. Mene osebno, pa tudi nekaj ostalih, zelo moti, ker si ljudje predstavljajo, da zdaj bojo pač v društvu dobili poceni konja, ko ga bojo pač lahko imeli, kaj se vem, za ne vem kakšne izvajanje svojih akrobacij, ne vem kakega vsega. To ni to, ne. Posvojitev konja, to je neke vrste dejanje ljubezni, je eno tako delo, ko ti nekomu ponudiš, da mu daš dom. Ni važno, a je tak ali je tak, ampak ti temu konju daješ tisto neko svojo ljubezen, zavetje in vse skupaj. Društvo ne dajo posvojitev bolnih ali pa poškodovanih konj. Mi imamo take konje, obdržimo tu pri nas v rehabilitacijskem centru in so tukaj nastanjeni do smrti. Konji, ki jih nam prihajajo, so nekateri poškodovani, nekateri z naduho in vsakim konjem je treba delati na njegov način. V bistvu. Mogoče, če se ugotovi, kako je bil vajen, če ne pa z naravnim konjarstvom, z nežnimi gibi, z občutkom. V bistvu, da konj sam reagira na to, da nič ne delamo s prisilo, da ljudje spoznavamo, kako s konji delati, da ni treba to tako na trdo držati, ne? Lahko mu daš svojo svobodo, pa bo konj ostal tudi pri tebi. Zdaj, če so poškodbe, je to malo dolgotrajno, se najprej sprehaja, počasi začne delati. Če nekdo čisto surov pride, je pa treba čisto od začetka delati. Prvo na povodcu, delo na tleh, lonža in šele na to ojahovanje. Moj cilj je predvsem, da bi spoznala ljudi s temi konji, ko jih posvojijo, da bi bili konji dobro ujahani, da ne bi na terenu leteli brez glavo, da bi v bistvu ubogali svojega lastnika po tej metodi, ko jo sama delam. Zato imam pa tudi rada, da so ljudje zraven, da z mano sodelujejo in tudi sami probajo to početi. Najprej začnemo z nežnimi gibi, če konj z njimi ne reagira, mu pritisk povečujemo. In v bistvu tako mu tudi ga spoznavamo z levo, z desno stranjo, tako da v bistvu, ko mi zajahamo, lahko delamo iz obeh strani, a ne da konj ne dela samo z ene strani. Za vsakega konja je upanje, da ga socializiramo, jahamo, tudi če je bil v kakšni dirkaški tekmi, se počasi s tem umirja. Samo prvo s hodom začnemo. Noben konj pa ni tak brezupni primer, da ga res ne bi mogli jahati. Ampak vsak potrebuje svoj čas, en mesec, drugi pa malo več. Mi se zelo trudimo tukaj. Lansko leto nam je uspelo dograditi še 7 zunanjih boksov. Zmanjkalo nam je denarja še za 8. Jaz bom rekla, da mi smo veseli vsake donacije, vsakega sponzorstva. Ali v materialu, ali v denarju, v vsakem primeru pri nas rabimo vse in tudi porabimo vse. Mi smo recimo porabili vse, od starega opečnega tlakovca, zidaka do recimo, ne vem, starih desk, žeblov, vse. Ni da ni. Glede na to, da še dograjujemo zdaj teh 8 boksov, bi pač rabili še veliko materijala. Drugič pa tudi finančna sredstva so zelo dobrodošla, glede na to, da imamo še recimo 2 žrebička na kliniki, eno kobilo imamo na zdravljenju v okolici Ljubljane, pa smo jo nastanili tam ravno zaradi tega, da malo zmanjšamo stroške, jo pa zdravijo veterinarji iz klinike Ljubljana.